Slovenska vojska se letos že drugič v nakupovalnem središču Aeroparku Mariboru predstavlja svojo opremo in enotami, mladim pa na informacijskem središču podajo vse informacije, kako postati slovenski poklicni vojak. Nekdo, ki se odloči za korak postati poklicni vojak Slovenske vojske, pride do informacij lahko danes tukaj na tem mestu, torej kjer se lahko informira konkretno o nalogah, dolžnostih, usposabljanju, izboru poklicnega vojaka. Kandidat za poklicnega vojaka vloži na upravi za obrambo prošnjo za zaposlitev in na tak način sproži postopek zaposlitve v Slovensko vojsko. Kakšnim kriterijem pa mora ustrezati? Tisti, ki se odločijo za delo v Slovenski vojski, morajo v osnovi izpolnjevati zakonske kriterije, se pravi starost do 25 let, najmanj poklicna šola, torej 4. stopnja izobrazbe, zdravstvena in psihofizična sposobnost in pa nekaznovanost. Kakšno je pa kaj zanimanje mladih za ta poklic? Moram reči, da je zanimanje za vojaški poklic relativno visoko. Torej ponudba kandidatov za delo v Slovenski vojski je. Poleg poklicnega vojaka pozna vojska tudi pogodbenega rezervista, ki svoj prosti čas žrtvuje za potrebe vojske, medtem ko status prostovoljca olajša odločitev tistim kandidatom, ki še niso povsem prepričani za vstop v vojsko. Novost v Slovenski vojski pa je štipendiranje vojakov. Štipendiranje v Slovensko vojsko je relativno nova kategorija, torej, ki se pojavlja zdaj že drugo leto. Torej, Slovenska vojska za svoje potrebe tudi štipendira določene smeri študija na posameznih fakultetah in tisti, ki jim je vojaški poklic blizu in ki bi radi združili, se pravi, bodočo delo v Slovenski vojski s svojimi ambicijami in študijem, je to odlična priložnost, da torej se odločijo za ta korak in poskušajo pridobiti, se pravi, status štipendista Ministrstva za obrambo. V vojaških vrstah pa je tudi precej znanih športnikov. Moram reči, da Slovenska vojska nam gre res na roko, nam omogoča vse možnosti, da treniramo. Res pa je, da imamo za Slovensko vojsko tudi določene obveznosti, vendar pa te obveznosti so v tistem času, v katerem nam ne moti treninga in ne vpliva na naše rezultate. V bistvu je super, kajti to je nekako, mislim, da zelo dobra alternativa sodelovanja medsebojnega, kajti športnik lahko res ogromen, da po promocijski plati Slovenski vojski. Tudi mi sami se enačimo nekako z borbenim duhom, s tekmovalnim duhom se enačimo Slovensko vojsko ali pa pač vojsko generalno. Nam v bistvu res omogoča treninge in pa brezhibne priprave na najvišja tekmovanja. Kaj je bolj nevarno, biti pripadnik Slovenske vojske ali biti motokrosist? Zagotovo je moj šport, s katerim se ukvarjam, bistveno bolj nevaren. To so danes prijetni trenutki, seveda pa Slovensko vojsko predstavljamo tudi z samimi rezultati, z samimi uspehi, ki jih v tem športu oziroma vsak v svojem športu na svoj način dosegamo. Seveda so to rezultati izven naše države, izven Slovenije, ker predstavljamo Slovenijo in pa tudi Slovensko vojsko.